Obnovljivi viri energije se v vse večjem obsegu vključujejo v elektroenergetsko omrežje. Ker pa je količina elektrike, ki jo prispevajo, odvisna od vremena, je za dolgoročno stabilno preskrbo z zeleno elektriko nujno rešiti vprašanje shranjevanja presežkov energije. Kot vse pomembnejši dejavnik se omenja vodik. Prispevek Nine Slaček. Če sije sonce ali piha veter, lahko v sončnih ali vetrnih elektrarnah nastaja mnogo več elektrike, kot jo elektroenergetsko omrežje potrebuje oziroma sploh lahko sprejme. A če imate elektriko, lahko vodo brez težav in škodljivih stranskih produktov pretvorite v vodik. Ta ima vrsto uporabnih lastnosti, pravi profesor Mihael Sekavčnik z Fakultete za strojništvo. Vodik lahko potem transportiramo, lahko ga skladiščimo, lahko ga pretvarjamo v druge molekule in potem seveda uporabimo kot energijski vir. Vodikove tehnologije niso nekaj novega, tudi avtomobile na vodikove gorivne celice že dolgo poznamo. A se po naših cestah ne vozijo, ker vodika nimate kje natočiti. A tudi, če bi bil na razpolago, bi se sicer lahko pohvalili, da prav nič ne onesnažujete zraka, vaš toplogredni odtis pa bi bil še vedno precejšen. Skoraj ves vodik danes namreč prihaja iz fosilnih virov. Dr. Gregor Dolanc, Inštitut Jožef Štefan. Pogoj, da imamo zeleni vodik, je to, da ga pridobimo na zelen način, kar pomeni z elektrolizo, in to s takšno elektrolizo, ki jo poganja zelena elektrika. Ob tem profesor Sekavčnik dodaja: Tehnično ni nobenih ovir, realizacijo bo pa diktirala ekonomija. Cena zelenega vodika je danes še povsem nekonkurenčna, a Evropa stavi na to, da ji bo uspel potrebni preboj. Vlaganja v vodikove tehnologije so pomemben del Evropskega zelenega načrta in po ocenah je tudi potencial izreden. Zeleni vodik bi lahko do sredine stoletja pokril skoraj četrtino globalnih energetskih potreb. Dogodki